Privilegij imamo, da lahko v dnevni sobi Arena Sport gostimo funkcionarja kluba iz angleške Premier lige. Miran Pavlin, lepo pozdravljen in dobrodošli. Lepo pozdravljen. Kako ste? Hvala, super. Miran, po Evropskem prvenstvu je slovensko javnost presenetila novica, da odhajate v angleško Premier ligo. Kako je prišlo do stika z gospodom Marinakisom? Dobro, mi da z gospodom Marinakisom se poznava že dolga leta, tako da sva imela nek stik že zadnjih 5 let. Seveda malo preko UEFA, malo preko prijateljev, mojih grških prijateljev, ki so z njim bili zelo blizu, tako da ta stik je obstajal, ampak do Evropskega prvenstva sem bil res fokusiran na nogometno zvezo in na našo reprezentanco, ker Evropsko prvenstvo je bilo za nas vse nekaj posebenega, tudi kako se je tam odigrali, je bilo res enkratno. Ampak seveda pri mojih 53, ko je prišlo to povabilo med Evropskim prvenstvom, sem zelo težko zavrnil in sem se tudi sam pri sebi in svojimi pač vprašal, a se grem tega, imam željo in seveda, ker sem dosti ambiciozen človek, sem rekel pri mojih letih, če ne bom zdaj probal, ne bom nikoli, a sem za ta največji nogomet ali ne in zaenkrat vidim, da sem se odločil prav. Kakšne so vaše zadolžitve? Delujete samo v Nottingham Forestu ali so vaše delovne naloge prepletene tudi z Olympiakosom in Rio Avem? Ja, absolutno so prepletene z Olympiakosom in Rio Aveom, tako da seveda na vseh tekmah ne morem biti, več ali manj sem na vseh tekmah Premier lige, sem tudi na vseh evropskih tekmah Olympiakosa, ki so med tednom. Rio Ave bo prišel, ker zdaj šele 3-4 mesece, bo prišel malo kasneje, ker tam imamo plan vzgajati mlade igralce in trenutno jih nimamo prav veliko, tako da moramo strategijo mogoče malo zamenjati. Ampak seveda, potovanje je veliko, stresa je ogromen, ker Olympiakos igra na 2 frontah, da pokal domač, 3. fronto sploh ne računam. Največji stres je pa itak Premier liga, ker ko to doživiš, ta package Premier lige, to zahtevnost lige v živo, z ljudmi, vsemi, s tem neverjetnim stresom, suportom, navijači, vidiš, da ti vzame celega sebe. Po Evropskem prvenstvu je bila javnost malce zbadljiva, češ Miran Pavlin je najbolje unovčil Evropsko prvenstvo. Bi po vašem mnenju morali naši reprezentanti in njihovi agenti seveda bolje izkoristiti te odlične predstave na Euro? Ja, jaz sem probal zdaj to unovčiti, če to pomeni unovčiti, ampak jaz mislim, da za slovenski nogomet je super novica, da je en slovenski predstavnik v najmočnejši ligi. Seveda bi se želel še več, Vipotnik in Celar sta v Championshipu, še več slovenskih igralcev na Otoku. Predvsem se bom jaz to trudil, da bom kakšnega slovenskega igralca pripeljal v Premier ligo, ker upam si trditi danes, da ta liga bo samo iz leta v let še močnejša, ker kapitala je skozi več in se bojim, če ne bomo tja pripeljali naše ljudi, bomo izgubili stik z najvišjo ravnjo nogometa, kar pa ni dobro in s tem bo tudi reprezentanca trpela, konec koncev tudi klubi. Ali je to mlad igralec, je to starejši igralec, nima veze, ampak vsi skupaj se moramo truditi. Jaz imam pa ta privilegij in to moč, da bom seveda probal pripeljati kakšnega Slovenca v to največje tekmovanje, ki, verjemite mi, kompetitivnost lige je od prvi lahko z 20 izgubi in obratno, tako da seveda je to čar nogometa, čar lige, zato cel svet to gleda in je fino, da bi bili mi zraven. Sanjski uvod Nottingham Foresta v novo sezono. V lanski sezoni so končali kot 17. letos po 11 krogih 5. enako točko od Arsenal. Je ta fantastičen uvod v novo sezono presenetil tudi vas? Majčkan ja, ampak jaz, ko sem prišel, ko sem videl na pripravah ekipo, imamo odličnega trenerja, Espirito Santo je strokovnjak največjega kova, mi da se poznava že od najnih igralnih let iz sporta, tako da je bilo zelo hitro vzpostavljena neka energija.
Tudi vidimo v klubu, nas je na športnem delu 6 v teh 3 klubih. Tako da ta simbioza je lastnik zelo hitro postavil red in se točno ve, kdo kaj odloča, kdo je za kaj zadolžen. In vidiš, da to ne more iti slabo, ker je red. Včasih tudi, če je slab red, samo da je red. In pri nas je trenutno zelo dober red in z istimi igralci, lansko leto si pred zadnje kolo vstal v ligi, dodali smo Morena na posojo iz Aston Ville, pa Nikolo iz Milenkoviča iz Fiorentine, mogoče Andersona še iz Newcastla. V bistvu je pa to in ekipa je rasla iz tekme v tekmo. Seveda tista zmaga v Liverpoolu nam je dala to samozavest, da so te igralci videli, da so sposobni tega, ker so sposobni, samo mogoče za lansko leto mi je šlo kaj narobe in potem tega niso doživeli, ne? Ampak konec koncev je pa zdaj dokaz v tej international pauzi. Dobili smo nove reprezentante, Murillo je prvič poklican za Brazilijo, Gibbs White je igral včeraj z Anglijo v Grčiji, Nikola je kapetan srpske reprezentance in jaz upam, da bom slej ko prej pripeljal še slovenskega reprezentanta. Tako da ekipa rase, lastnik je odličen, je ambiciozen, hoče uspeti in Forest je na pravi poti. Sami ste že omenili Morilla, obrambni steber letošnjega Nottinghama. Lovita ga tako Real Madrid kot Barcelona, v zadnjem obdobju lahko preberemo. Je v nevarnosti rekordna odškodnina, ki jo trenutno drži Brennan Johnson s 55 milijoni evrov? To bo krat 2, to vam garantiram, ker sami veste, da brazilska reprezentanca, ko si v njo enkrat poklican, so številke nenormalne, fant je star 22 let. Seveda pa ta isti Murillo ne bi bil isti brez Nikole. Nikola mu daje to fiziko zraven, ker Murillo je igralni tip, Nikola je surova moč in ta ona dva sta win-win kombinacija. V zadnjih letih ste bili močno vpeti preko reprezentance v razvoj Benija Šeška. Je po vašem mnenju Beni lahko v naslednjih sezonah prva devetka v enemu izmed velikanov angleške Premier lige? Absolutno ja. Seveda, mi še nismo toliko daleč, da bi lahko te številke plačali 100 in plus. Prodali bomo, plačati še teh številk verjetno ne moramo. Zaradi finančnega fair playa. Absolutno, ampak trenutno, ko gledam našo reprezentanco do včerajšnje tekme, absolutno trije igralci Premier ligo lahko igrajo. Benjamin, Jan in seveda Jaka. In mi smo zainteresirani za Jako izključno zaradi tega, če se naše obrambni vrsta spremeni s prodajo. Tako da bomo videli, kako bo čas potekal naslednje mesece. Kar se pa Benjamina pa Jana tiče, sta pa za to ligo sigurno dobra, oziroma jo z lahkoto igrata. Jan absolutno s svojimi izkušnjami, za mene itak najboljši golman na svetu. Ampak ker je Slovenci iz majhne države, mu je težji ta renome dati v Evropi, ampak vseeno. Beni je pa itak eden največjih talentov s to surovo močjo, ki jo pa v Premier ligi absolutno rabiš. Vedeli ste, da prihajate v ligo, ki je v nogometnih in tudi nenogometnih segmentih najmočnejša na svetu. A pa vas je kaj v Premier ligi še posebej impresioniralo? Predvsem package Premier lige. Jaz sem igral v Portu, igral sem v Bundesligi, vse to mi je bilo dosti jasno, ampak Premier liga, vse teden, par dni pred tekmo, po tekmi, nenormalno število tekem, budžet je itak nenormalno visok in tudi nenormalno veliko igralcev v celi ekipi. Tako da ta support navijačev, ta ljubezen do kluba, ne glede zmaga, zgubi. Predvsem pa sama liga, Manchester City gre v Bournemouth
in mu je težko, mogoče hujško v Madridu, tako da in izgubi tekmo, tako da ni lahke tekme. Jaz vidim našo, to je vsaka tekma za infarkt. Ne veš, a bo zmagal, bo zgubil, bo neodločen, tako da predvsem igralce tudi vidiš, a ne, ti po vsaki zmagi ni nekega velikega veselja, ker ve, da lahko čez 3 dni je spet čist drugač, pa po vsakem porazu ni neke velike žalosti, si razočaran, ni pa žalost, ker čez 3 dni lahko spet. Kot ste že prej dejali, ste edina ekipa v Evropi, ki je v letošnji sezoni uspela premagati Liverpool. V naših studijih veliko debatiramo, kako je Arneu Slotu uspelo tako zelo kvalitetno nadomestiti tako karizmatičnega in uspešnega trenerja, kot je Jurgen Klopp. Kako vi to vidite? Arne se mi zdi, da je na Nizozemskem dolga leta bil zelo uspešen trener, kar pa ni garancija, da boš v Premier Ligi uspel, ampak prinesel je v Liverpool neko neverjetno mirnost, neko sigurnost, z istimi igralci dosega še boljše rezultate, tako da vsi skupaj, po mojem, mislim, da cela angleška javnost je presenečena, da to takoj vse to štima in Liverpool je letos prvi favorit za osvojitev Premier Lige. Novica o prihodu Eduja, kadrovskega snovalca Artetine zasedbe v Nottingham Forest, je pred dobrim tednom šokirala otok. Kakšna bo njegova vloga v Nottinghamu in kako bosta vidva z Edujem sodelovala? Edu mislim, da bo isto kot vsi iz športnega dela na vseh 3 klubih. Zdaj, kje bo bolj noter, kje manj, bo verjetno dogovor z lastnikom. Tako da na koncu pri nas se točno ve, kdo kaj odloča in Edu je siguran, mi vsakega vrhunskega strokovnjaka smo veseli, da pride med nas. Tako da smo vsi veseli, da prihaja k nam. Trenutno je Nottingham na mestih, kjer vodijo v naslednji sezoni v evropska tekmovanja. S kakšnim razpletom sezone bo zadovoljen venomer zahtevni lastnik kluba Evangelos Marinakis? Seveda, mi smo se pred sezono pogovarjali, kakšni so cilji. Cilji so vedno visoki v vseh 3 klubih, ampak v Premier Ligi bi bili mi zelo zadovoljni z 10. mestom. To je bil neki cilj, ampak trenutno je 11 kol, tako da je še dolga sezona in vsaka tekma je zelo, zelo zahtevna. Tako da, se pravim, če pridemo v evropske pokale, bi bil to trenutno nekaj neverjetnega, ampak 10. mesto bi bili pa zelo, zelo zadovoljni. Mina Paulin, najlepša hvala in srečno in uspešno še naprej. Hvala tudi vam. Hvala tudi. Hvala ti.